Dragi gledalci in drage gledalke, pozdravljeni spet v naši oddaji. Je tudi za vas pustni čas najbolj nori čas v letu? Za marsikoga je tako, zato se mu bomo danes posvetili tudi mi. Samo praznovanje pusta sega v predkrščansko dobo, ko je imelo maskiranje predvsem svojo magično funkcijo in je bilo povezano s praznovernimi predstavami ljudi, ki so verovali v moč magičnosti maske. Izročilo so prevzeli tudi Rimljani in si v predpomladnem času ustvarili več praznikov, ob katerih so se šemili. In prav na latinsko besedno zvezo domenica antecames tolendas ali levendas, kar pomeni nedelja, preden se omakne oziroma pusti meso, ali predpostna nedelja, se veže tudi poimenovanje tega praznika. Slovenska beseda pust, ki jo je mimogrede poznal že Trubar, je verjetno nastala iz besede mesopust. Ta pa je dobesedni prevod italijanske besede carne leva. Vas ta italijanska beseda na kaj spominja? Na neko drugo izpeljanko, ki izhaja iz nje. Na izraz come bale, iz katerega se je razvila evropska kulturna beseda karneval, kot poimenovanje praznovanja pusta ali pustovanja. Čeprav je pustni čas daljše obdobje, ki traja med novim letom in pepelnično sredo, sta prava pustna dneva pravzaprav le dva. Pustna nedelja in torek. In v današnji oddaji bomo izvedeli, kaj se je na ta dva prava pustna dneva po slovenskih krajih, pa tudi drugod dogajalo letos. Za začetek smo pripravili kratek pregled pustnega dogajanja. Čeprav imajo maškare v vsaki vasi in mestu, je tradicionalnih, etnografsko bogatih in množično obiskanih pustovanj manj kot ducat. Kurent ali korant, kakor mu pravijo na domačem Ptujskem polju, je gotovo najznamenitejša slovenska pustna maska. Magični preganjalec zime in dionizični bog razbrzdanega veselja je oblečen v bel ali črn ovčji kožuh, ter prepasan z verigo, na kateri visijo težki, kravji zvonci in robci, ki jih maskiranemu fantu podarijo naklonjena dekleta. Na glavi ima strašno masko, okrašeno s perjem, rogovi in trakovi iz pisanega svilenega papirja. V roki pa strah vzbujajočo ježovko, palico ovito v ježovo kožo. Kurentovanje je ena največjih kulturno-etnografskih prireditev v Sloveniji in je čedalje bolj prepoznavno v slovenskem in tujem prostoru. Več dni trajajoči dogodek temelji na tradicionalnih pustnih likih in prastarih običajih, ki so se ohranili v okolici Ptuja. V Prekmurju, na Ravenskem in Goričkem je poznana šemska dediščina vlačenja ploha, ki ga imenujejo borovo gostivanje, in ga v pustnem času pozna skoraj ves evropski svet. Kot ime pove, gre za ženitev, gostivanje, z drevesom, ki je največkrat bor, lahko pa tudi smreka. Borovo gostivanje se priredi le takrat, če se v preteklem letu oziroma od preteklega do naslednjega pusta v vasi ni nihče poročil. Ena temeljnih značilnosti borovega gostivanja so obsežne priprave in veliko število sodelujočih. Samo maskiranih igralcev je lahko tudi nad 100, obišče pa ga tudi po več tisoč ljudi. Že nekaj dni pred gostivanjem začno po vaseh hoditi ženitovanski babovci in pozvačini in vabijo na gostivanje. Pri tem jim delajo družbo nevesta, sneja, pa ciganke in cigan z medvedom in harmonikarjem ter razni burkeži, bohoci ali boci, ki so maskirani v pisana oblačila iz cunj in kurjega perja, na glavah imajo s trakovi okrašene zašiljene kape. Ponavadi sta na vsakem borovem gostivanju po 2 taka burkeža, ki razveseljujeta ljudi. Med poglavitnimi osebnostmi borovega gostivanja, ki se pričenja na pustno nedeljo, je duhovnik, borov pop, ki ga spremlja cerkovnik, cemešter. Nevesto ali snejo so ponavadi zbrali med najstarejšimi neporočenimi dekleti v vasi, pa tudi ženin, mladoženec, je moral biti po pravilu najstarejši fant v vasi. Osrednja vloga je zaupana starešini, ob njem pa mu pomaga še botra ali teta, starišica. V gozdu, kjer poteka pogajanje za nevesto, torej za bor, imata pomembno vlogo borov oče in ob njem še borova mati. To sta pravzaprav nevestina oče in mati in na koncu mora borova mati privoliti v poroko hčere, torej bora. S tem privoli v posekanje drevesa. Ženina in nevesto spremljajo družabni in posvalbice. Njihova naloga je tudi ta, da iz gozda privlečejo posekani bor. Pomembno vlogo na gostivanju imajo tudi vragovi, ki imajo masko polepljeno s kurjim perjem, na oglavju pa kravje roge in dolg rdeč jezik. Glavna naloga vragov je, da pazijo na duhovnika in na vrh bora, potem ko ga posekajo. Velika sramota bi namreč bila, če bi predstavniki ene od sosednjih vasi ukradli vrh bora udeležencem borovega gostivanja. V Cerknici je karnevalska povorka povezana z nekaterimi motivi iz Valvazorja in z liki v delu Frana Milčinskega Butalci.
V karnevalski povorki se tako zvrstijo čarovnice, o katerih poroča že Valvazor, pa lokalni mitološki lik Jezerka. Prizadevni organizatorji poskrbijo tudi za živ prikaz Valvazorjeve grafične upodobitve, kako hudič polhe pase. Posebno pozornost kaže posvetiti povečanim likom butalcev, ki izpričujejo določeno tipologijo. Tej bi lahko našli primerljive vzporednice s posamezniki našega časa. Pustno društvo v Cerknici poskrbi za pester program pustnega dogajanja od pustne sobote do pepelnice. Osrednje dogajanje je povezano z veliko karnevalsko povorko na pustno nedeljo. Ta del pustnega dogajanja je izrazito turističen in manifestiven. Na pepelnico je vsa pozornost usmerjena k pogrebu pusta. Ta del pustnih šeg nima občeturističnega značaja, ampak je izrazito povezan z domačini. Za razliko od nekaterih drugih krajev pusta v Cerknici vržejo v potok Cerkenščico, predtem pa ga seveda obsodijo. Dogajanje ob obsodbi in usmrtitvi pusta spremljajo domačini tako intenzivno, da nekateri posamezniki skupaj s pustom tudi skočijo v vodo. Cerkljanski laufarji sodijo med naše najbolj znamenite šemske skupine in predstavljajo najbolj samosvojo obliko pustne dediščine. Strokovnjaki so do danes ostali le pri hipotetičnem izhodišču, da naj bi bili laufarji uvedeni na Cerkljanskem s tirolskim rudarskim življem. Cerkljanski laufarji so celo razglašeni za premični kulturni spomenik. Opraviti imamo torej z edinim pravim primerom živega muzeja na Slovenskem. Osrednje like cerkljanske laufarije predstavljajo dva tatjerjasta, Pust, Tamršlanov, Tastar in Tastara in Lamant. Ti se v Cerknem tudi prvi pojavijo, in sicer na pustni ponedeljek, ko v dolini ob potoku iščejo drvarski bata, bot, s katerim bodo na pustni torek po obsodbi ubili pusta. To delo opravi Tastar, Pust. Ima vso obliko pošito z mahom, na liče krasi velik nos in dva merjaščeva čekana, v rokah pa nosi smrečico. Tamršlano ima, kot pove že ime, vso obleko pošito z bršljanom in ima prijazen, nasmejan obraz. Zato simbolizira pomlad. Lamant pa je edina maska med laufarji, ki ni lesena, ampak narejena iz teleče kože. Na glavi ima roge, v rokah pa nosi vile. Zato mu pravijo tudi hudiček. Vrhunec doseže laufarija na pustni torek, ko se vsi laufarji zberejo na trgu, kjer poteka sojenje pustu. Sodnik vodi razpravo in prebere šaljivo obtožnico, ki je seveda polna duhovitih komentarjev o domačih posebnostih in težavah, za katere naj bi bil glavni krivec prav pust. Med razpravo pust poskuša uiti, vendar ga tatjerjasti in Tastar vedno najdejo, da ga lahko ob koncu razprave po prebrani sodbi pokončajo z batom. Laufarji potem pusta odpeljejo na neznani kraj. Po pogrebu se vrnejo k plesu, ki ga imenujejo kapicinarsk ples. Ta je sestavljen iz razigranega in žalostnega plesanja oziroma spremljajoče glasbe. Navada je tudi, da se med žalostnimi vižami laufarji valjajo po tleh. Cerkljanska laufarija je torej strokovno varovana dediščina. Pustovanje v Drežnici nad Kobaridom je ohranilo močne arhaične poteze, kar je povezano predvsem s svojevrstnimi naličji šemskih likov, ki jim pravijo tagrdi ali laufarji. Sicer se celotna skupina šem imenuje pustovi. Naličja laufarjev so lesena in zaradi svoje primitivnosti izrazito ekspresivna, ter dajejo izrazit arhaični videz. Izrezljana so iz lesa in pobarvana z rdečo, črno in belo barvo. Naličja krasijo rogovi ovna, kozla ali gamsa, sicer pa si maskirani telo pokrijejo s kožuhovinastim ogrinjalom do pasu, izpod njega pa visi nekaj raznobarvnih trakov iz blaga. Kožuhovinasta ogrinjalo si prepašejo z vrvjo in obesijo nanjo po 2 kravja zvonca. Nekateri laufarji držijo v roki nogavico s pepelom, da oplazijo z njo zlasti mladino in dekleta. Drugi imajo v rokah raztegljive škarje, s katerimi ščipljejo dekleta pod noge. Eden od laufarjev vodi na verigi črnega hudiča, s črnim naličjem in dolgim rdečim jezikom. Hudič grozi mimoidočim z vilami in se poskuša iztrgati svojemu vodniku. Lesena naličja so si morali fantje narediti sami, v okviru strogih pravil fantovske skupnosti. Skupina pustov hodi od hiše do hiše. Tagrdi in hudič preganjajo otroke in druge po vasi. Skupina talepih, ki jo sestavljajo 2 ali 3 pari, obiskuje posamezne družine. Spremlja jih vodja in harmonikaš, Tastar in Tastara, ter tako imenovani kšefterji, ki spravljajo prejete darove. Skupina v hiši zapleše, kar predstavlja za vsako družino posebno čast. Pustovi imajo obhode že na pustno soboto, glavni obhod je na nedeljo. V ponedeljek naredijo na koncu vasi pusta iz slame, na glavo mu nataknejo laufarsko naličje z rogovi.
Pusta, ki je mrtev, položijo na pare in ga zastražijo, da jim ga možje ne bi ukradli. Na pustni torek o polnoči pusta odnesejo k pogrebu in ga na koncu vasi zažgejo, obsodijo ali ustrelijo.